Stene zaporniške celice so prekrite s popisanimi listi, polnimi številk, grških črk in matematičnih znakov, jetnik pa sedi za skromno mizico in v zvezek mrzlično niza nove in nove enačbe. Tiste, ki ne vodijo nikamor, jezno iztrga in zmečka list papirja ter ga vrže na tla. Prizor kot iz filma. Vendar to ni film. Christopher Havens, ki prestaja 25-letno zaporno kazen zaradi umora, je v svoji celici rešil stoletja star matematični problem. Poslušate podcast odkrito.si, ki ga lahko najdete na vaših priljubljenih podcast platformah. Zgodbe iz našega podcasta pa si lahko tudi preberete na spletni strani odkrito.si in v revijah Nova in Vklop Stop. Obiščite pa tudi naš Facebook, Instagram, YouTube in TikTok profil, kjer najdete še več zanimivih vsebin, intervjujev in videoposnetkov. Novembra 2011 ni bilo prvič, ko je Christopher Havens pomislil, da je dosegel dno. Leta predtem je bežal pred zakonom, njegova družina pa je bila prepričana, da je mrtev. Bile so noči, ko je zmrzoval na ulicah San Francisca in premišljeval o svojih otrocih, nad katerimi je izgubil skrbništvo in stike z njimi, pa o tem, kako je pustil srednjo šolo in pobegnil od doma. Večina njegovih spominov pa je bila zamegljena, predvsem kot posledica dolgoletnega uživanja drog. Tega novembra 2011 pa je udarec sodniškega kladiva zapečatil njegovo usodo za naslednjih 25 let. Christopher je bil spoznan za krivega za umor nekega moškega leto dni pred tem. Kmalu po prihodu v zapor se je vključil v eno od zaporniških druščin in dobil za nalogo, da pretepe nekega drugega zapornika. To mu je že po 2 mesecih prineslo samico. In čas, ki ga je prebil v njej, se je krajšal z reševanjem sudokujev in premišljevanjem o naslednjih 20 letih in pol, medtem ko je poslušal kričanje, s katerim so drugi sojetniki sproščali svoje frustracije, udarjanje po zidovih in vohal smrad po človeškem blatu, ki so ga nekateri metali v prezračevalni sistem. Vsak dan pa je mimo samic prišel neki zaporniški delavec in Christopher je opazil, da vedno drugim jetnikom nekaj potisne v njihove celice, le njemu ne. Sprva mu je bilo vseeno in se je raje kot s tem ubadal sudokujem. Po nekaj tednih pa je začutil, da potrebuje nekaj več. Ko je gospod G oziroma Mr. G, kot so jetniki pravili uslužbencu, nekoč spet prišel mimo, pa ga je vprašal, kaj daje v celice drugim jetnikom. Mr. G ni odgovoril. Naslednji dan pa mu je skozi odprtino v celico potisnil zvezek z nalogami iz matematike. Christopher je tako dobil nov izziv za kratkočasenje. Čeprav je pustil srednjo šolo, je nekaj spominov na matematiko vseeno ostalo. In če je problemom posvetil dovolj časa in tega je imel na pretek, je prišel do rešitve. Včasih je naloge reševal cele noči. Rešitve je vrnil Mr. G-ju in vsak dan dobil nazaj popravljene stare in nove naloge. Matematika je bila precej osnovna, večinoma računanje in enačbe, kmalu pa mu to ni več zadostovalo in Mr. G-ja je vprašal, če ima kaj težjega. Kar nekaj mesecev ni bilo odgovora, potem pa mu je nekega dne Mr. G namesto novih nalog v celico potisnil listič, na katerem je pisalo: Gospod Havens, presegli ste moje zmožnosti. Vso srečo. Prvič po dolgem času je Christopher začutil, da ima morda talent, ki je nekaj vreden. Bil je sicer dober tat in zelo dober odvisnik, ampak leta, ko je bil dober le v slabih stvareh, so ga izjedla. Zdaj pa ga je vsaka pravilno rešena enačba napolnila z nekakšnim zadoščenjem. Bilo je pomirjujoče, prinašalo mu je smer in zaljubil se je v matematiko. Odločil se je, da bo naslednjih 25 let posvetil pripravi na bodočnost v matematiki in da bo morda s tem nekoč vrnil družbi svoj dolg. Česar pa ni pravilno izračunal, je bilo to, kako hitro bo ta bodočnost prišla. Potem, ko je diplomiral iz nalog Mr. G-ja, se je začel učiti trigonometrije, odvodov in integralov in potem še veliko bolj zapletenih konceptov, ki obstajajo v matematiki. Za pomoč se je obrnil na starše, ki so sedaj vedeli, kaj se je z njim zgodilo, in ti ga niso pustili na cedilu. Mama mu je v zapor pošiljala knjige, ki jih je želel, in v nekaj mesecih mu je morala začeti pošiljati tudi takšne, ki imajo za nepoznavalce matematike prav obskurne naslove, kot je recimo konfluenca hipergeometričnih funkcij. Nekega dne je profesor matematike Umberto Ceruti iz Torina prejel pismo iz Amerike. Poslal ga je njegov dopisni prijatelj, zapornik Christopher Havens. Pismo je vsebovalo 120 cm dolg list papirja z na roko napisanimi enačbami. Profesor si je vzel čas in vsebino natančno preučil.
Vse napisano je moral pritipkati v računalnik, da je lahko preveril, kaj mu je Christopher sploh poslal. Ko je končal s preverjanjem, je bil skoraj čisto iz sebe. Christopher je namreč našel rešitev stoletja starega nerešenega matematičnega problema. Christopher je namreč, ko je prebral vse, kar so mu poslali starši, uvidel, da je edini način, da pridobi novo znanje, kontaktirati založnika, ki izdaja matematične knjige. To je tudi naredil. Kmalu pa je poleg knjig na njegovo veliko presenečenje začel dobivati pisma matematikov, v katerih so ga ti izzivali z novimi problemi. Eden od teh je bil tudi profesor Ceruti. Nekega dne pa je Chris namesto naloge prejel povabilo. Profesor Ceruti ga je povabil k sodelovanju pri projektu raziskovanju v teoriji števil. Chris je pristopil k projektu in kmalu se je začelo obširno dopisovanje, na koncu pa je Christopher problem rešil. Januarja 2020 je rešitev bila objavljena v neki matematični reviji s Christopherjevim imenom na prvem mestu. Problem, ki ga je Christopher razrešil, sodi, kot že omenjeno, v teorijo števil in se tiče neskončnih ulomkov. S podrobnostmi vas seveda ne bomo utrujali, lahko pa povemo, da se je s temi problemi ukvarjal že 300 let pred našim štetjem oče matematike, starogrški matematik Evklid. Ta del teorije števil pa je zelo uporaben v moderni kriptografiji, šifriranju oziroma zaščiti podatkov, ki se pretakajo po internetu ali drugih elektronskih komunikacijah in je pomembno recimo za finančne transakcije ali vojaško komunikacijo. Vse to je bilo mogoče, ker je pri tem sodelovala tudi uprava kaznilnice v bližini Seattla, kjer Christopher prestaja kazen. Christopherju pa so ponudili pogoj. Lahko boš prejemal matematične knjige, če pristaneš na to, da boš učil druge zapornike. Christopher je tako začel tudi s projektom imenovanim Zaporniški matematični projekt, s katerim želi zapornikom pomagati najti njihovo strast v življenju, ne nujno matematiko. Iz celice pa je bil leta 2014 preseljen na pol odprti oddelek. Danes 41-letni Christopher, ki ima pred seboj še 16 let zaporne kazni, je leta 2016 v kaznilnici začel prirejati tudi dogodke ob dnevu števila pi, 14. marcu. V teh letih so dogodek obiskali mnogi matematiki, s katerimi je sodeloval, med njimi tudi profesor Ceruti. Toliko vsega je v matematiki, je Christopher povedal v nekem intervjuju. Vsakeč se naučiš nekaj novega in potem se zgroziš, ker toliko tega še ne veš. In stvari, do katerih se dokoplješ, so vedno čudovite, tudi porazi, pravi in dodaja. Ko se ukvarjam z matematiko, vse, kar naredim, posvetim svoji žrtvi, Randenu Robinsonu. On je moj stalni opomnik na to, kam bi se moral že zdavnaj usmeriti.